Pozdravljeni gledalci, ki spremljate to oddajo. Smo sredi adventnega časa, stopili smo v tretji adventni teden in v tem tednu nam Božje bogoslužje pripravlja v pomoč neko osebo, ki nas bo vodila v teh dneh priprave na božične praznike. Ta oseba je prerok Janez Krstnik, o katerem govori evangelij tretje adventne nedelje. Janez Krstnik je zadnji od starozaveznih prerokov in je nek povzetek vse preroške besede. Vsi preroki so oznanjali, da bo Bog posredoval za človeka, v človekovo korist. Vsi preroki so napovedovali, da je Bog blizu ljudem, da ni zapustil človeka. Ena taka prva preroška beseda je prišla že Adamu in Evi, ko sta grešila, ko sta se znašla v neki novi, zelo žalostni resničnosti greha, oddaljenosti od Boga, ko sta začutila v svojem življenju strah. Že takrat jim je Bog oznanil, da bo nek potomek žene, nek sin žene uničil zlo, uničil kačji glavo. Temu rečemo protoevangelij, prvotni evangelij, prva vesela novica v zgodovini. Ta človek, ki je zašel v neko življenjsko stanje strahu, nezadovoljstva, neke notranje razklanosti zaradi napačne podobe Boga, je slišal to veselo novico, da Bog človeka zaradi tega ne bo zapustil. In potem so to ponavljali skozi zgodovino vsi ostali preroki. Bog je to razodeval ljudem, predvsem v izraelskem ljudstvu, na različne načine in potem na koncu torej pride Janez Krstnik, ki lahko že pokaže jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Torej, kaj je ta greh sveta? Zakaj je to, kar Janez Krstnik počne, tako pomembno za nas danes, v tem letu, v tem času, ki ga sedaj živimo? Zato, ker živeti v tem prepričanju kot Adam, torej zemljan, človek, ki je okužen ne z covidom, ampak z grehom, v tem stanju živeti je zelo žalostno. Te sili vsak dan k godrnjanju. Se ne moreš zahvaljevati vsak dan za svoje življenje, tako kot pravi danes na tretjo adventno nedeljo apostol Pavel v drugem berilu. Vedno se zahvaljujte Bogu za vse. Človek, ki nosi v sebi greh, je nesposoben, da bi se zahvaljeval. Zakaj? Ker greh v bistvu je neka napačna slika o Bogu. Kot da Bog ni dober, kot da se je Bog zmotil v našem življenju, kot da so stvari, ki se sedaj dogajajo, ta virus, ne vem, kakšni ukrepi in to, kot da je to narobe. Ali pa v našem osebnem življenju, neka bolezen, neki prepiri v družini, moje osebno življenje, da sem manj slabo plačal ali pa ne vem kaj, otroci grejo po svoje, kot da je to narobe, kot da je Bog pogrešil. Ta slika, greh naredi, da imamo to sliko o Bogu, da stvari niso dobre, da je boljše vzeti odločanje v svoje roke. In zato tak človek, ki je pod vplivom greha, vedno godrnja. Vedno najde nekaj, da ni v redu, ali vreme ni v redu, ali politika ni v redu, ali premalo denarja, ali me neki noga boli, ali karkoli že, je dober razlog, da godrnja, da ni zadovoljen. In živeti tako je zelo, zelo žalostno. Jaz vidim pri sebi,
kadar me to zajame, to vzdušje, potem je težko. Težko je karkoli delati, težko je kuhati, težko je imeti mašo, težko je prenašati svoje bližnje v hiši. In zato Janez Krstnik vabi ljudi v svojem času, pa tudi danes nas, vabi, da vstopimo v to resničnost, da vidimo, da je to, da tako živimo, da je to en velik problem, da je v nas, da ni glavna epidemija tale virus, ki zdaj razsaja, ampak to bo minilo prej ali slej. Glavni problem, ki se vleče od Adama do danes, stoletja in tisočletja, je greh, ki je ta nevidni virus, ki ga ne razumemo, ki deluje po svoje, ki se širi, ki uničuje, ki ubija ljudi. Greh je tista sila v meni, ki me dela nesrečnega. In zato Janez Krstnik kaj dela? Sooča ljudi s tem problemom, da je greh tisti, ni politika kriva, ni gospodarstvo, ni športni neuspeh, ni moje zdravstveno stanje, ampak to notranje stanje, duhovno stanje. In ko človek to sprejme, ko slišimo to preroško besedo, prerok je tisti, ki govori resnico, ne tisti, ki napoveduje, kaj bo čez 10 dni se zgodilo, a tisti, ki pove, kaj se danes dogaja. In Janez Krstnik je vabil ljudi, da priznajo, da so grešniki, in jih je krstil z vodo, v znamenje tega, da so iskreni, da so pogledali sebe v resnici, takšni kot so. In kaj jim oznani? Za te ljudi, za takšnega človeka prihaja Kristus, prihaja odrešenik, prihaja to Božje jagnje. To je ta luč, Janez Krstnik govori tudi o luči, luč, ki razsvetljuje človeka. Zakaj je Jezus Kristus ta luč? Zato, ker nam govori resnico, ker je nasprotna beseda od hudičeve besede, ker nam govori resnico, da nas Bog ljubi, da Bog mene ljubi v tem življenju, ki ga sedaj živim, v teh okoliščinah, ki jih danes živim. In adventni čas je torej čas, da damo prostor Kristusu, da razsvetli naše življenje. Da v svojem življenju, tudi v svoji grešnosti, da vidimo Božjo ljubezen. Jezus Kristus je tisti, ki lahko razsvetli to našo temo, ki nam lahko da moči, ki pravi Janez Krstnik, da on prihaja z močjo. On ni prerok tisti, ki lahko spremeni življenje človeka, ampak samo Kristus je tisti, ki lahko mene osposobi za nek nov odnos z Bogom, z mojimi bližnjimi, torej da neham godrnjati, da se neham upirati tej zgodovini, da se neham pritoževati nad okoliščinami. Samo Kristus je tisti, ki me lahko notranje pomiri. Zato vabim v tem času, imamo še nekaj časa do božičnih praznikov, da izkoristimo vsako možnost, ki jo imamo za spoved, za tak sakrament sprave, za to osebno srečanje s Kristusom, da naredimo to, kar nam Janez Krstnik govori v tem času, v tem tednu. Soočiti se s sabo, soočiti se s svojimi šibkostmi, s svojimi nepopolnostmi, priznati vso svojo resničnost, tudi v teh okoliščinah, čeprav je težko, mogoče ne bo normalnih spovedi, ampak so priložnosti, da poiščemo duhovnika, da ga pokličemo, mogoče bo duhovnik obiskal bolnike doma, prosi takrat, stopi v vero, da je Jezus Kristus tisti, ki lahko spremeni tvoje življenje. Torej, živimo čas pričakovanja, živimo tisto napetost, da bo vendarle prišel nekdo,
ki me bo odrešil, ki mi bo pomagal, ki me bo osvobodil teh negativnosti, tega negativnega pogleda na resničnost. Tako kot zdaj čakamo nekoga, da bo nekaj si izmislil, nekaj najdu, da se konča ta epidemija, da se življenjske razmere izboljšajo. To je ena podoba, kako človek, ki živi v resničnosti, čaka od rešenika. Čaka, da bo nekdo nekaj naredil, da nas osvobodi, ker sami se ne moremo. Pravila, postava, zapovedi niso dovolj, da bi začeli drugačno življenje. Vsa Božja beseda nas samo opozarja, kje so naše stran poti. Je ena luč, ki nam pokaže, ali smo na pravi poti, ali smo na napačni poti, ampak ne more nam pomagati. Ni Božja beseda kot taka, kot neko oznanilo, nima moči. Samo Jezus Kristus ima moč, da vstopi v naše življenje in ga spremeni. Pravi Janez Krstnik, da bo on prišel z močjo. Janez Krstnik prihaja samo z vodo, samo opominja, samo svari, samo opozarja ljudi, ampak Jezus Kristus pa prihaja z močjo. Torej, vabim te, da ko bo neka prva priložnost za sveto spoved, da vstopiš v ta zakrament, da sprejmeš, ker Jezus ne prihaja samo 25. decembra, lahko pride jutri, ko te bo obiskal duhovnik doma ali v bolnici, ali ko bo v vaši župniji neka priložnost, nek čas za sveto spoved in se boš lahko srečal s Kristusom, se bo lahko Kristus rodil v tvojem življenju. Ampak ne narediti te spovedi samo tako iz formalnosti, zato ker je Božič, ker se spodobi, ampak res v duhu Janeza Krstnika, da priznamo svoj greh, da pridemo do resničnega samospoznanja. Tako naj nam ta podoba Janeza Krstnika v tem tednu pomaga. Ne pozabimo je. Janez Krstnik, tako kot je skozi vsa stoletja nagovarjal ljudi, tudi danes v tem tednu, v 3. adventnem tednu, nagovarja vedno znova vsakega posameznika, da zaupamo v Gospoda, da odpremo pred njim svoje srce v iskrenosti in da pustimo, da on očisti našo notranjost od vsakega zla in da nam prinese veselje Jezusovega rojstva.